Na trasi maratona treh src v Šratovcih je v sredo zrasel maratonski gozdiček s 600 drevesi. Gozdiček je prvi zeleni oziroma naravni spomenik, ki so ga na zadnjem virtualnem maratonu prispevali tekači. Mi smo danes, zaključujemo danes to leto z našo aktivnostjo sajanja dreves. Prejšnje 2 leta smo že zasadili, ali našo podporo se zasadilo 40 tisoč dreves v Sloveniji pa in na Hrvaške. In ta zadnji gozdiček je, mislim, da za nas mogoče najbolj pomemben. Zakaj? Zato, da je v našem sosedstvu, da je v bližini našega podjetja, da je tik ob bližini naše ene vrtine, odkar se tudi polni Radenska, da je absolutno v bližini naše proge za maraton. Mi smo žal zadnje 2 leta nismo mogli organizirati maraton in smo veliko se pogovorili, kaj bi smo naredili. In mislim, da to je en izvid tega, da smo si v nekem online svetu naredili eno aktivnost, pa smo zasadili, pa danes bomo zasadili tistih 600 dreves. In to vse je v okrogu trajnostnega vidika, kaj vse delamo zdaj v Radenskej in kaj vse je pomembno, da delamo, ker vedno govorimo, hočemo postati in hočemo biti in verjamem, da smo odgovorno podjetje do naravi, do našega okolja. Z gospodom Leljakom smo že naredili veliko različne aktivnosti in mislim, v prihodnjih 2-3 letih se bo pokazalo tudi to, kaj razvijamo in na čem se dogovarjamo, da bomo pač vrnili nekaj sosedstvo. Tam, ki živimo, vzamemo vodu, polnimo in Radenska je nekaj, kaj postoji za vseh nas neka vsakodnevna dejavnost, katero imamo doma v hladilniku, v gostilni ali kje vse povsod, ampak mi smo odgovorni za to, da te narave nekaj vrnimo nazaj. In ten gozdiček je tudi en del tega, kaj vrnimo nazaj, zato da si zaslužimo, da smo tu lahko še prihodnih 150 let. Podjetje Radenska v zadnjem času znova veliko vlaga v lokalni razvoj, za kar so hvaležni tudi na občini. Jaz moram povedati, da bi bil lahko vsak župan v Sloveniji vesel, če bi imel tako družbeno koristno podjetje, kot je Radenska, tudi za občino, tudi za občane in seveda tudi za okolje, kar je v Radencih. Mi smo z lastniki, ki so tuji, in je prav tako res dosegli en lep dogovor, lepo sodelujemo na več področjih, skupaj smo ustanovili zavod, skupaj vodimo nekaj projektov, ki bojo res pokazali, da je to sodelovanje med Radensko in občino in vsemi občani zelo dobro. Od tega, da so prvošolčki dobili zastonjne učbenike, od tega, da vsi tisti, ki imajo petke v osnovni šoli, zdaj dobijo v srednji šoli vsak mesec 100 evrov in tako dalje. Nekaj teh projektov, ki bo res, en od teh je tudi tukaj. In res vesel sem in sem siguren, da bo ta družbeno koristnost podjetja Radenska še naprej se nadaljevala. Mi kot občina bomo po vsakem primeru sodelovali in poskušali narediti čim več, da smo čim bolj prijazni do občanov in pa do narave. Podjetje Radenska je zelo družbeno koristno. Ne samo do narave v občini, tudi do same občine, do vseh občanov in kar nekaj projektov delamo skupaj, s katerim želimo zagotoviti čim bolj športno sodelovanje, športno udejstvovanje vseh občanov, kulturnih prireditev in vsega ostalega. Kar nekaj teh projektov je in menim, da smo na enem dobrem začetku, da bi Radenska res postala eno družbeno koristno podjetje, v kateri bi imel na nek način korist vsak občan, posledično pa seveda kompletno Pomurje in celotna Slovenija. Zasaditve pa se je udeležil tudi Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Dovolite mi na začetku par besed na temo slovenskih gozdov. Sam pojem trajnosti, kot ga poznamo, pravzaprav izvira iz gozdarstva, tako da je na Slovenskem ta pojem poznan približno že 250 let. Pred toliko leti je bil namreč pripravljen prvi gozdno-gospodarski načrt za Trnovski gozd. To je bil Flamekov načrt in je nastal še v časih, ko je na Slovenskem vladala cesarica Marija Terezija. Znana po korenitih in obsežnih reformah na več področjih, tudi na področju gozdarstva.
Takrat razlogi za takratno skrb so bili predvsem splošno stanje, slabo stanje gozdov in pa prekomerno izsekavanje gozdov. Današnja skrb pa je bolj, bom rekel, usmerjena v podnebne spremembe, ki prihajajo, in pa tudi na določena globalna dogajanja na svetovnem trgu z lesom. Poleg trajnosti donosov je v Sloveniji, v slovenskem gozdarstvu pomembno tudi njihovo večnamensko in pa sonaravno gospodarjenje. To pomeni, da želimo in da upoštevamo naravne procese v gozdu, potem da gozdne ekosisteme upoštevamo kot celovite in pa da vzdržujemo tako imenovano ekološko ravnovesje v prostoru. Hkrati pa ob upoštevanju vseh teh ekoloških, socialnih in pa tudi proizvodnih funkcij pa v čim večji veri tudi želimo izpolniti pričakovanja tako lastnikov gozdov kot družbe kot celote do samih gozdov. Po letu 2014, se pravi pred približno 6 leti, in potem v nadaljevanju v zadnjih 6 letih so bili slovenski gozdovi zaradi naravnih ujem in pa tudi degradacije podlubnikov, ki so sledile, zelo močno poškodovani. Približno 60% vseh slovenskih gozdov je bilo poškodovanih v teh ujmah. Približno 37 tisoč hektarov gozdov do te mere, da je bila potrebna, bom rekel, obnova na tak način, kot vidite tukaj zadaj, se pravi zasadno. Sicer imamo srečo, da v slovenskih gozdovih se velika večina le-teh obnavlja po naravni poti, približno 95%. 5% površin pa moramo pač obnoviti na recimo sajenjem ali pa za setvijo semena, tako da, bom rekel, določene procese pospešimo. V luči podnebnih sprememb je pa še kako pomembno, da za sadno recimo izberemo rastišču in pa podnebju res primerne sadike in s tem, bom rekel, tudi mlademu gozdu pomagamo, da bo osnoval nek stabilen in pa odporen sestoj tudi v prihodnje. V sodelovanju z podjetjem Radenska je bilo na tej lokaciji, pa še na ostalih lokacijah na 4 drugih območjih, se pravi na območju gozdno-gospodarskih enot Ljubljana, Nazarje, Kranj pa Tolmin, posajenih preko 11 tisoč sadik gozdnega drevja, ki je bilo sestavljeno iz 18 drevesnih vrst. Vrstna pestrost bo tako povečala samo odpornost gozdov. V prihodnosti pa potem ne smemo pozabiti, da je potrebno te sadike tudi negovati, da bodo dosegle svoj cilj, se pravi, da bodo tako biološko kot tudi mehansko stabilne in da bodo potem opravljale svojo pomembno vlogo, ko bo gozd, bom rekel, tudi v tej odrasli fazi. Sodelovanje pri obnovi slovenskih gozdov skupaj z Radensko, slišali ste prej, da poteka zdaj že drugo leto, je res primer dobre prakse in, bom rekel, resnično cenimo njihovo skrb za prihodnost slovenskih gozdov. Poleg zasaditve dreves na terenu je pa tudi zelo pomembno sporočilo našim uporabnikom in pa potrošnikom, ki ga pa prenašate v mediji, in sicer, da moramo gozdove ohranjati za prihodnje rodove stabilne, zdrave in pa negovane. Kot taki bodo še najbolje odgovarjali potrebam prihodnjih generacij v smislu prilagajanja, kot že rečeno, podnebnim spremembam, morda pa tudi drugim spremembam, za katere danes niti ne slutimo, kakšne bodo. Radenski izrekamo zahvalo za uspešno izvedeno akcijo in podarjene sadike, kot rečeno 11 tisoč, preko 11 tisoč sadik, in pa se priporočamo za tako podporo tudi v prihodnje. Hvala lepa. Maraton treh src so sicer morali v preteklih 2 letih zaradi epidemije koronavirusa izvesti v virtualni obliki. Danes smo skupaj z našimi partnerji, da pokažemo, da 2 leti nismo spali. Kljub temu, da ni bilo množice tekačev ob teh progah, ker danes sedimo te drevesa in pa se vozimo, smo organizirali kar 2 virtualna maratona. Predvsem letošnji je bil velik korak naprej, kjer smo si zadali cilj, da obkrožimo Zemljo z kilometri, ki jih pretečejo naši tekači.
Nismo jo obkrožili samo enkrat, ampak smo jo kar 6-krat. In za ta namen smo rekli, za vsako obkroženo zemljo posadimo 100 dreves. Kot vidite, ta prostor za nami, to bo zdaj res maratonski gozdiček, se pravi naslednjič, ko boste tekli mimo, se spomnite na maraton Treh src. To je bila en del zgodbe, celej zgodbe koroni, to, kaj se zadnje 2 leta dogajalo. Nam je bil žal, ker s maratonom, z organizacijo živi celo podjetje, vedno že nekoliko mesecev prej in potem, ko se organizira in pač nažal nismo mogli, ampak smo si rekli, da i tak moramo nekaj narediti za naših tekačev, pa smo pač prišli v online svet, pa smo naredili 2-krat online maraton. Ta letnik si mislim, da je bil zelo uspešen, skoraj 500 tekačev je teklo online maraton in pomagalo s našo podporo, da zasadimo tudi ta maratonski gozdiček. Ob tem pa smo se pozanimali tudi, kako bo z maratonom prihodnje leto. Maraton se pripravlja in maraton bo, kakorkoli se bo z COVID zadevo dogajalo, mi bomo naredili vse, da izvedemo maraton v takšni ali drugačni obliki. Sem pa prepričan, da naslednje leto se bomo vrnili na steze in bojo odtekali tako, kot je to bilo vsa ta leta do sedaj, se pravi vse do leta 2019. Mi smo prepričani 100%, da bo v živo in da lahko že zdaj vseh tekačev vabim, da bodo prišli in da bo res tu tekli okoli našega gozdička. Tako da lahko že začnejo priprave. Ja, verjamem, da je lahko. Vsi, ki so sadili, si želijo, da maratonski gozdiček postane prijeten kotiček za tekače in druge obiskovalce, ki se bodo vanj vračali na rekreacijo, sprostitev ali zgolj po spodbudno zdravo življenjsko energijo. 600 hrastov pa se bo tako pridružilo več kot 10 tisočim drevesom, ki jih bodo letos zasadili po vsej Sloveniji.